Lepo pozdravljeni. Danes bo potekala predstavitev knjige kolegice profesorice doktorice Darje Kobal-Grum, ki ima naslov Vem, hočem, čutim, kognitivno-motivacijski vidiki čustev. Zdaj, moje prvo vprašanje, Darja, je, kako utemeljuješ naslov knjige? Knjiga namreč govori o čustvih, v naslovu pa preberemo več kot zgolj čustva. Kaj je bilo v ozadju, da si se odločila za tak naslov? Hvala lepa, najprej lepo pozdravljena tudi ti, Ljubica, in hvala, ker si se odločila za moderiranje tega srečanja. Zakaj sem izbrala tak naslov? Vem, hočem, čutim. Kar nekaj časa sem razmišljala, kako bi pravzaprav zastavila, da ne bi bil samo suhoparen, da ne bi pisala samo kognitivno-motivacijski vidiki čustev, vedno samo vidiki tega in vidiki onega. No in sem se potem odločila za to triado vem, kjer pravzaprav vem nekako implicira kognicijo, spoznanje, mišljenje, odločanje, skratka vse te kognitivne procese, ki potem razvijam v knjigi in sledim neki liniji avtorjev, raziskovalcev, ki pravzaprav umeščajo močno povezavo med kognicijo in čustvi pri nastanku našega vedenja konec koncev. Se pravi, to je prva ta vem. Drug izraz hočem je pravzaprav tukaj pomeni na nek način ta motivacijski vidik naših čustev, kjer tudi utemeljujem skozi raziskave, skozi teorije ta pomen motivacije za naša čustva, se pravi, da so naša čustva v bistvu motivator našega vedenja. No in potem je tukaj pa še čutim, se pravi to, kar jaz doživljam, ta moja čustva. Za vrstni red pa tudi ni naključen, da tako rečem, ker v zadnjih desetletjih v bistvu vse raziskave kažejo, da je podlaga našega čustvovanja, ali pa tako bom rekla, da ni podlaga našega čustvovanja zgolj v fiziologiji naši, zgolj v možganskih, recimo, teh strukturah, mrežah in tako dalje, ampak da je predvsem podlaga kognitivna. Se pravi, na nek način se nevede odločimo za določeno čustvo, bi lahko tako majčkeno karikirano rekli. Se pravi, prva je ta ocena oziroma ta kogni element, in potem, ko jaz ugotovim kot posameznika, kaj pravzaprav je moj namen, kakšna je situacija, potem postanem šele motiviran ali pa ne. In šele potem v bistvu se zgodi to čustvo. Seveda pa to poteka dejansko v milisekundah, ne moremo govoriti, da mine med kognicijo, motivacijo in čustvom več časa, ampak to se dogaja dejansko zelo hipno in zelo simultano, pa vendar ne obstaja nek tak vrstni red. Prav, hvala. Zdaj bom dala neko morda nenavadno vprašanje. Knjiga je izšla v mesecu avgustu. Sprašujem pravzaprav, ali je sama zaključek, priprava in potem zaključek knjige in izid kakorkoli povezan z časom, ki ga živimo. To pomeni COVID epidemijo, ki je bila prisotna in pravzaprav tudi za čustva v zelo neugodnem obdobju samoizolacije, obdobju umanjkanja socialnih stikov in podobno. Ali je bilo to načrtovano ali je zgolj naključje, da je knjiga zaželeno prišla v teh časih na plano? Ni bilo načrtovano, to nas je vse skupaj presenetilo. Knjigo sem v bistvu začela pisati že pred 15 leti, če tako rečem, tiste prve misli, potem bolj intenzivno pa zadnjih 5 let, tako da moram reči kar dobrih 5 let, tako je res intenzivno nastajala ta knjiga. Zdaj, da je pa to prišlo v ta čas covida, je morda povezano tudi s tem, ker se mi je odprlo meni osebno več časa kar naenkrat, vse se je dogajalo od doma, prihranjene so nam bile vse te poti, vse te stvari, in sem se tudi lažje posvetila tej knjigi.
Hkrati pa vidim, seveda v tem času covida so čustva postala problematična tematika, ne samo pri osebnem doživljanju, ampak tudi, bom rekla, pri nas raziskovalcih, psihologih na vseh ravneh, od kognitivnih, razvojnih, kliničnih. Skratka, čustva se vedno pojavljajo zdaj v tej covid situaciji kot nek tak proces, ki terja posebno obravnavo. Ja, večja odmevnost, zanesljivo. Zdaj, sama knjiga je zelo jasno strukturirana, ima dva dela. Prvi del je izrazito teoretski, konceptualni, drugi del je pa del, v katerem so prikazani izsledki številnih tvojih lastnih ali pa tvojih in pa sodelavcev in sodelavk, raziskav, empiričnih raziskav, narejenih v slovenskem prostoru. Zdaj, če se za hip zadrživa pri tem teoretskem delu, bi te prosila, če mogoče lahko nekaj stavkov spregovoriš o tej univerzalnosti oziroma evolucijsko posredovanih čustvih, ki jih imenujemo tudi osnovna čustva. Kakšno vlogo pravzaprav, katera so morda ta čustva in kakšno vlogo imajo v življenju posameznika? Še posebej bi me pa zanimalo, ali in kako je za temi čustvi tudi že v najzgodnejših razvojnih obdobjih. Govorimo to o teh istih čustvovanjih, govorimo o morebitnih spremembah tekom razvoja. Skratka, osnovna čustva, ki jih srečujemo, bomo videli pol v onem zadnjem, drugem delu, praktično v povezavi z celotnim našim vedenjem in pa odzivanjem. Ja, res je, evolucijsko gledano obstajajo, ali pa bom rekla tako, gre za nekaj teh primarnih univerzalnih čustev, ki pravzaprav so tukaj zato, ker so nam kot človeški vrsti pomagala preživeti. To je bilo predvsem tisto, kar je bilo bistvo. Preživetje človeka oziroma človeške vrste. Zdaj, to je pač glavna teza, medtem ko različni raziskovalci se pa, bom rekla, nekoliko ne strinjajo v tem ali pa razhajajo v tem, koliko je teh primarnih čustev in katera so ta primarna čustva. Recimo jeza gotovo je tako primarno čustvo, strah, potem žalost in tako naprej. Skratka, nekaj veselja ali sreča, definitivno. Recimo en tak znani znanstvenik, neuropsiholog Joseph Ledoux, francoski avtor, pravzaprav govori, da gre pravzaprav res, da z gotovostjo lahko govorimo o teh 4 primarnih čustvih. Zaradi tega, ker so se različni raziskovalci v bistvu razlikovali predvsem po tem, da so drugačno terminologijo uporabljali. Recimo veselje, sreča, so nekateri, eni so rabili veselje, drugi so rabili sreča, tretji radost, potem so tukaj še vsi ti prevodi in tako dalje. Tako da tukaj nekako ni še danes, da rečem, v 21. stoletju, psihologija natančno ne ve, so res samo ta 4 osnovna primarna čustva ali morda obstaja še kakšna druga. So pa seveda ta čustva povezana z našo osebnostjo, ker so se čustva generirala pravzaprav, zrastla v same osebnostne dimenzije, ki so se potem tako, bom rekla, izkazovale. Recimo ekstravertnost kot taka tipična osebnostna poteza, za njo se skriva recimo veselje, dostkrat, ali pa nekateri imenujejo sreča, naprimer. Čeprav so tukaj, bom rekla, zadeve lahko tudi diskutabilne, ampak nekako. Ja, zdaj drugi del tvojega vprašanja pa se bolj nanaša, mislim, boš pa bolj ti znala odgovoriti na te zgodnje vidike. Jaz moram reči, jaz se nisem posvečala tukaj specialno, recimo, ne vem, posameznim skupinam ali pa obdobjem, recimo, ne vem, kot klinični psihologiji. Prav posebej poudarjam tudi, ko govorim o depresivnostnem razpoloženju, ne razglavljam o depresivnosti kot o klinični, v smislu klinične terminologije, ampak v tem vsakdanjem pomenu. Niti se ne ukvarjam eksplicitno recimo z obdobjem
pozne odraslosti ali kaj takega. Ne? Tako da, ja, mislim, čisto znotraj tega konteksta, ne, kar sem pač jaz napisala tukaj noter, pa seveda so to čustva, ki so vrojena, ne, s katerimi se rodimo, ne, in posameznik otrok jih potem izraža v skladu z interakcijo s svojo okolico, ne, v skladu predvsem z interakcijo z materjo najprej, ne, recimo kot strah, naprimer, ne, veselja, ne, naprimer, če ga mati zavrača, ne, potem seveda tega primarnega čustva ne more tako razviti, kot bi ga sicer lahko razvil, ne, bolj v tem kontekstu. No. Ja, to se mi zdi pač pomembno sporočilo, ne, ko se govori o teh primarnih oziroma osnovnih čustev, da novorojenčki praktično ob rojstvu imajo ta osnovna čustva razvita in da da so okoljski dejavniki v tem, ali pa dejavniki ravnanja z novorojenčki, dojenčki, tisti, ne, ki potem na nek način socializirajo ta čustva, da pa sicer, ker imamo prirojeno, ne, in tega ne moremo maksimalno odmikati, ne, od točke, za katero se je recimo novorojenček rodil, ne, in se mi zdi to sporočilo, ne, skozi te univerzalna čustva zelo pomembno. Je pa taka zanimiva zadeva, ne, ti si omenila seveda kot eno od osnovnih čustev, čustvo strah. Strah ima verjetno pozitivno in negativno valenco, ne, ker čustva običajno delimo na čustva, ne vem, govorimo negativna, pozitivna, ampak to je zelo relativno, ne, kaj so pozitivna, kaj negativna, in najbolj tipično, ne, čustvo, ki ga jaz ne, pravzaprav razumem kot oboje valentno možno, ne, glede na situacijo, je ravno strah. A se ti zdi, da je strah tisto čustvo, ko potem preideš v tem drugem delu, ne, na izsledke raziskav, zdaj sem tam pri tej uporabni vrednosti teh izsledkov, da je strah ali pa tudi druga čustva, katera čustva so pravzaprav povezujejo in kako se povezujejo z fenomenom strahu oziroma konceptom, konceptom stresa, s katerim imamo dnevno opravka, ne, in se o njem pogovarjamo, ali je pozitiven ali negativen, delno stres pač pozitivno vpliva na ravnanje, dokdaj in podobno, ne, torej kako se ta osnovna čustva, ne, in katera se predvsem povezujejo v to nekako ne najbolj zaželeno obliko, ne, čustvovanja oziroma širšega koncepta čustvovanja, ki rečemo stres. Ja, to je zelo zanimivo, zelo kompleksno pravzaprav vprašanje, ne. Res je, v bistvu obstajajo neka univerzalna primarna čustva, ki niso ugodna čustva, v katerih se počutimo nelagodno, neprijetno, ne. Strah, recimo, kaj občutimo, ko nas je strah, ne. Zelo slabo se počutimo, ko smo jezni, občutimo zopet neko tako napetost, ki ne bi pač prišla navzven in tako naprej, ne. Drugače, tukaj ni, recimo pri veselju sploh ni dileme, ne. Zanimivo je tudi gnusa, ne, recimo kot eden od primarnih čustev, ne. Če zdaj gremo gledati, pravzaprav bi lahko rekli, večina teh primarnih čustev je pravzaprav tistih, ki so za nas subjektivno neugodna, ne. Se pravi, da smo se skozi neugodje pravzaprav ali pa neugodje nam je nudilo neko podlago za preživetje, da smo se znali iz neugodja, iz stiske, iz negativnih situacij v bistvu izvleči, ne. Se pravi, to je lahko tudi eno tako zanimivo sporočilo, ne, da življenje nič takega ni, a ne, če nam kdaj ne funkcionira na tak način, kot bi si želeli, ker v bistvu življenje deluje na ta način, ne, je podvrženo temu, da doživljamo padce in vrhunce in tako naprej. Ampak zdaj sem majčkeno zašla iz tega, kar sem hotela povedati, je bolj to, a ne, da ja, to so te naša primarna čustva, ki so velikokrat neugodna, ne, in druga delitev čustev obstaja tudi več teh klasifikacij čustev, recimo, a ne, o tem tudi precej pišem v prvem delu knjige, a ne, ogromno nekih klasifikacij. Potem se jaz v nadaljevanju odločam za eno tako bolj pragmatično klasifikacijo, ki izhaja ravno iz Lazarusove teorije stresa, ne,
ki deli čustva na tista, ki so skladna z ciljem, ki ga želimo doseči, in tista, ki niso skladna s ciljem, ki ga želimo doseči. Naslednja klasifikacija je klasifikacija po valenci, se pravi valenci, ki jo čustvo sporoča. Ne? Ta valenca pozitivna ali negativna, in recimo veselje je definitivno pozitivna valenca, strah je negativna. Ne? In iz tega vidika bi lahko rekli, ne? Seveda strah je neko negativno čustvo, ne? Hkrati je pa nujno, da je za preživetje. Ne? Tako da zdaj, če preidemo počasi na ta stres, ne, vidimo, da pravzaprav vsa ta čustva, primarna, sekundarna, terciarna, ne, kompleksna čustva, sestavljena čustva, ne, vsa ta čustva pravzaprav so vključena v naše spoprijemanje z neko stresno situacijo, ne, v kateri se posameznik znajde. Bistvo pri tem je pa seveda ocena, kaj je za posameznika, ko se znajde v situaciji, kaj je za njega stresno, kaj mu ta situacija sporoča, njemu subjektivno. Ne? In seveda, čim je pa subjektivno, so pa tukaj naša čustva. Ne? Ja, zdaj, če obrnem situacijo namerno, ne? In sva bili zdaj recimo pri teh ciljih, ki so neskladna, ne? Ciljno neskladnih čustev in stresu, potem pridemo do ciljno skladnih čustev in pridemo do blagostanja. A lahko na način, ne, tako širše razumljen način, mogoče opredeliš najprej, kaj je to blagostanje, ker bi rada potem iz tega izpeljala pravzaprav neke te primerjave, o katerih pišeš, a ne, kjer smo Slovenci primerjalno z drugimi državami OECD, ampak najprej je mogoče fajn, da vemo, kaj si pod izrazom blagostanja, ne, za katerim stojijo torej ciljno skladna čustva, v stroki predstavljamo. Ja, blagostanje, psihično blagostanje, subjektivno blagostanje, to je en zelo zanimiv koncept, ki že kar nekaj časa vztraja v psihologiji, odkar pač poznamo to pozitivno psihologijo. Zdaj v zadnjih 5 letih se mi zdi, pa sploh pa s pojavom koronavirusa je pa kar eskaliralo to blagostanje. Ne? Vsi težimo k temu, kako bi se počutili čim bolje oziroma kako uravnotežiti vse te dileme znotraj pandemije in tako naprej. Se pravi, ta vidik pozitivnega sebstva, ne, je zdaj res v ospredju ne samo znanstvenega, psihološkega zanimanja, ampak tudi čisto vsakdanjega življenja. Ne. No, in psihologija ima svojo definicijo zelo jasno tega blagostanja, psihičnega blagostanja. Ne. Različni avtorji so jo utemeljevali, eden izmed njih je Diner, recimo, ampak kar je zdaj pomembno, recimo, in kar sem se jaz tudi osredotočala tukaj v sami knjigi, ne, je ta vidik v bistvu tega čustvenega vidika, ne, blagostanja, se pravi to subjektivno blagostanje, bi lahko rekli, ne, ki pomeni pozitivno, generalno gledano čustvovanje, psihologi ga merimo z eno specifično lestvico, ki imenujemo PANAS ali pa PANAS X, recimo, ne, to pozitivno v grobem, ne, čustvovanje in negativno čustvovanje. To je nam, psihologom, en tak kazalnik pravzaprav tega, ne, ali posameznik doživlja to psihično blagostanje v pozitivni smeri ali ne. Ne. Se pravi, to je ta čustveni vidik, ki sem ga potem tudi proučevala v knjigi. Na drugi strani pa imamo ta kognitivni vidik, v bistvu, ki pa pomeni pravzaprav bolj ta mnenje, mišljenje, prepričanje ali stališče o tem, kako jaz dojemam svoje življenje, na kakšen način, a živim kvalitetno ali ne. Se pravi, ta kognitivni aspekt. No in recimo, kar si pa psihologija že dlje časa prizadeva v vseh teh raziskavah OECD, in pa recimo ki jih Eurostat in tako naprej, ne, delajo pa ravno to, da v bistvu OECD in Eurostat stavita samo na ta kognitivni vidik v bistvu blagostanja, ne, kar pa ni isto kot ta izrazito subjektivni aspekt blagostanja. Tako da jaz sem se potem zakopala v te podatke in kar raziskovala, bom rekla,
kako je to na ravni OECD s tem subjektivnim blagostanjem, zadovoljstvom, življenjem. Našla sem celo v bistvu en vidik pravzaprav tega negativne konotacije blagostanja, to negativno čustvovanje sem celo potem izbrskala iz teh in se je pokazala tako dosti zanimiva slika za Slovenijo. No, se to me posebej zanima, ne? Kako ti interpretiraš prav te podatke, ki sem jih jaz prav razbrala, da je Slovenija, oziroma do Slovenije, ne? Torej ljudje izražajo negativno čustvovanje in da smo tam relativno visoko, ne? Ker meni pogosto ne izražamo primerjalno z državami v OECD, da je pa tudi zadovoljstvo za življenjem visoko. Ja, ker se mi zdi nekako, kot da grejo stvari rahlo navzkriž, oziroma da smo posod visoko, ne, kadar vzamemo negativno in kadar vzamemo pozitivno. Ne, ker, ne vem, je po tvoje to problem ocenjevanja oziroma merjenja teh konstruktov v različnih državah, ali je pravzaprav problem ocenjevanja, ne, za tem merjenjem povezane subjektivnosti pri ocenjevanju ljudi, no, da smo Slovenci tukaj na nek način specifični, ali je to zares možno? Ja, v prvi vrsti menim, da gre za pravzaprav neke spodrsljaje, če jim lahko tako rečem, ali pa za neke drugačnosti v samem merjenju. Pa ne, da bi država od države se razlikovala, ampak ta celotna metodologija, recimo, ki jo OECD zagovarja, nekako ni tako zelo v skladu s tem našim psihološkim prepričanjem. Zakaj? Ker OECD raziskave govorijo o splošnem blagostanju, zelo široko, ki ga potem delijo na recimo stanovanjske razmere, a se človek ima dobre stanovanjske razmere, potem materialne razmere, se pravi, kakšno je njegovo materialno stanje, kakovost dela, kakovost službe, tle imam eno celo sličico pravzaprav vsega tega, kakovost okolja, recimo, in eden od bom rekla, področji, eden od kazalcev pravzaprav tega splošnega blagostanja OECD postavlja tudi subjektivno blagostanje, pa še to subjektivno blagostanje samo kognitivni vidik, se pravi, vidimo, zelo parcializira, zelo gre v drugo smer. In če mi zdaj pogledamo, zanimivo za Slovenijo, kar se kaže splošnega blagostanja, se pravi zadovoljstvo z delom, z življenjem, z bivalnim okoljem, in tako naprej, Slovenija dokaj visoko, pravzaprav v prvi zgornji polovici pravzaprav tega, nadpovprečjem je, nadpovprečjem. Najvišja seveda Norveška in druge skandinavske dežele. Razen tle sem šla gledati, zelo nizko je recimo Slovenija pri postavki vključenosti v bistvu v upravljanje države. Tukaj se nam zdi, da nimamo kakšnih vlastnih možnosti. Tako da, ampak kljub temu splošno blagostanje je dosti visoko. Recimo Čile je najnižje po splošnem blagostanju, pa Kolumbija je tudi ena zelo zanimiva država, recimo, ki mi je padla v oči. Ona ima recimo to splošno blagostanje, se pravi stanovanjske razmere bivanja in tako dalje, zelo nizko. Ampak, ko pa gremo na zadovoljstvo z življenjem, se pravi na to subjektivno blagostanje, pa na prvem mestu. Se pravi, to je izredno zanimivo in nekega takega odgovora pravzaprav ta hip niti nimamo, ali pa mogoče bi rekli, da ni toliko pomembno to zunanje okolje za nek subjektivno občutek zadovoljstva. Pa spet moramo reči, tukaj gre za kognitivno merjenje, kognitivni vidik. Slovenija je tle, kar se tiče tega kognitivnega zadovoljstva z življenjem, je v drugi polovici, pod povprečjem OECD. Se pravi, ta subjektivni vidik je razmeroma med nižjimi. Najnižje tukaj recimo so Litva, Grčija, Madžarska, Portugalska, recimo, nekaj nas ne preseneča, nekatere države so se mi pa zdele presenetljive. Ta Kolumbija mi nekako ni šla. Je zanimivo, da ni tega ujemanja med tem širšim konceptom, bolj subjektivnim doživljanjem, in da
ima to subjektivno doživljanje, kot kaže neke dodatne stvari, ki jih ne moramo, ki jih ne zajame, ki jih ne zajame, saj ne dovolj natančno, ne, pa potem težko delaš teh primerjave oziroma tudi težko ugotoviš, kako bi spremenil, ne, subjektivno doživljanje v smeri izboljšav, ne, če ne veš, kaj ga v resnici definira. Tako. No, ker zanimivo, komaj sem pa nekje, zdaj so le začeli malo očitno upoštevati tudi ta psihološki vidik, so pač nekje, sem našla podatke o negativnem čustvovanju, koliko prevlada negativno čustvovanje nad pozitivnim čustvovanjem, kar se tiče zadovoljstva z življenjem. Tukaj pa smo spet Slovenci v bistvu gora, nad OECD povprečjem, se pravi, bolj negativno čustvujemo, več teh negativnih čustvovanj doživljamo kot ostali. Recimo najmanj negativnih je tukaj Islandija, recimo, pa Mehika, recimo. Države, ki sta zelo neprimerljivi sicer. Popolnoma, pa Finska, recimo. Slovenija se giblje tam pred nami, najslabše, najbolj negativno čustvujejo recimo prebivalci v Turčiji, to slabo tudi jaz vedem, v Italiji, recimo v Grčiji, v Španiji. To je zanimivo, v bistvu te najbolj take dinamične, bi lahko rekli, ekstrovertni ljudje sicer. Tako, pa vendar doživljajo več tega negativnega. To so podatki, ko so mene na nek način fascinirali v knjigi, zelo zanimivi, veliko lahko o njih premišljuješ, jih primerjaš med sabo, probaš najdeti ozadja, to, kar dela sama pri interpretaciji teh podatkov. Hkrati se mi pa zdi, da so izredno pomembni za to, da se razmišlja o tej uporabni vrednosti nekih podatkov, ki se jih dobi iz teh primerjalnih raziskav, ali je res že vse optimalno in smo lahko sami s sabo zadovoljni, in drugi so z nami zadovoljni, ali je še verjetno marsikaj na splošni ravni na tej subjektivni zapostolite. Ja, jaz imam, ker greva verjetno bolj proti koncu, imam pravzaprav še eno vprašanje, ki gre pa malo ven iz tega, ampak me zelo muči in bi te rada o tem vprašala, moški in ženske. Kako je z čustvovanjem moških v primerjavi z ženskami, so večje podobnosti kot razlike, so večje razlike kot podobnosti. Tukaj si delala tudi sama nekaj raziskav, verjetno jih tudi več poznaš sicer od raziskovalcev v svetu. Kaj lahko rečemo, je to bolj mit? Ženske bolj intenzivno doživljajo čustva, se bolj intenzivno čustveno izražajo, ali ima podlage tudi ta ugotovitev podlage tudi v raziskovanih izsledkih? Ja, to je pa zelo tako delikatno vprašanje in zelo aktualno in zanimivo. Recimo, kar sem jaz našla na tem področju, recimo tega bazičnega, subjektivnega blagostanja, v smislu pozitivnega, negativnega čustvovanja, se je kar stalno izkazovalo, da ženske izražamo nekoliko višjo stopnjo tega negativnega čustvovanja v primerjavi z moškimi. Ni bilo razlik recimo v pozitivnem čustvovanju, vsaj pri teh raziskavah, ki sem jih jaz s kolegi delala, se pravi spolnih razlik, tukaj ne, ampak v negativnem čustvovanju se je pa izkazovalo nekoliko več tega pri ženskah. To je ena stvar. Recimo potem tudi nekatere druge raziskave tudi kažejo, naprimer, onkraj čustvovanja, naprimer samospoštovanja, kot en tak, bom rekla, en tak skupni imenovalec, pravzaprav tudi vsega tega našega blagostanja, se tudi izkazuje recimo pri včasih, pri nekaterih raziskavah, tudi jaz sem to dobila, recimo, da je to krhko samospoštovanje morda pri ženskah nekoliko bolj izraženo, ampak takoj moram povedati, sama predavam tudi predmet diferencialna psihologija, ki je zelo tak občutljiv predmet, kjer se ukvarjamo z razlikami
med individualnimi in medskupinskimi razlikami. In moram takoj povedati, da razlike znotraj skupine so običajno dost večje kot razlike med posameznimi skupinami. Sej, recimo, nevropsihologi govorijo, so našli neke kazalce v delovanju možganov, recimo, ki naj bi se celo pri biološkem spolu nekoliko razlikovali. Seveda, tukaj igrajo pomembno vlogo tudi hormoni. Definitivno vse ta hormonsko, neravnovesje, tukaj ta biologija ima svojo vlogo, ampak v smislu tega, recimo, kot je bilo pa nekaj časa zelo popularno, neke take samopomočne knjige, da smo pač, ženske, kako že z Marsa, ali ne vem, kje je že, to je pa čista izmišljotina in čisti, mislim, lahko mit rečemo. Lebetanje, tako to je pa mit, v bistvu. Ja, ker je zanimivo, da je tudi pri razvojno-psiholoških raziskavah se pokaže, da so razlike med deklicami in dečki, ne glede na starost otrok, na področju doživljanja, izražanja čustev zelo majhne. In podobno, kot si ti rekla, kažejo na te velike individualne razlike znotraj skupine in ne nujno med skupino. Potem, ko dobiš ta povprečja, pa običajno niso nič kaj pomembna. Zato tudi sprašujemo, ali je to ostaja potem neke vrste mit tudi pri odraslih, ali bi se eventualno pri odraslih zaradi nekih vzgojnih delovanj in te socializacije stvari zamikale, recimo večje razlike med moškimi in ženskami. Ja, Darja, moje zadnje vprašanje bi bilo, glede na to izredno bogatstvo, ki ga najdemo v knjigi, tako na teoretski ravni, kot res tem velikem številu raziskav, nad katerim sem sama, ko sem to prebirala, res fascinirana, kako zdaj vse skupaj to spraviti v en okvir. Bi te rada vprašala, koga vse si imela v mislih, ko si pisala knjigo? Kdo naj bodo uporabniki oziroma komu vse bi ti priporočala, da vzame knjigo v roke, če hoče zvedeti nekaj več, nekaj novega, seveda psihološkega, o čustvih? Ja, ko je knjiga najprej šla v digitalni obliki, pa sem to delila s svojimi prijatelji na Facebooku, sem jim napisala, da ni ravno poletno branje, šla je v začetku julija, ampak kljub vsemu, če se komu ljubi, pa lahko malo prelista. Ja, tako da v prvi vrsti bi rekla, zlasti ta prvi del, teoretski, konceptualni, je gotovo namenjen študentom psihologije, ker v slovenskem prostoru v bistvu učbenika o čustvih, pravzaprav od pokojne Tanje Lamovec, ki ga je napisala leta, mislim, da 86, nismo imeli. Tako da gotovo je to zdaj ena zgostitev pravzaprav na enem mestu v bistvu teh teoretskih poglavij o čustvih, in to velja za študente na prvi stopnji, na drugi stopnji, morda za študente na tretji stopnji, pa bolj ta empirični raziskovalni del. Torej, se lahko bere ta knjiga tudi ne samo kot znanstvena monografija, ampak tudi kot učbenik. Prvenstveno pa kot znanstveno monografijo bi priporočala, ali pa tako, bom rekla, bi mogoče bila koristna za kakšno idejo tudi vsem ostalim družboslovcem, ki delajo na fakultetah, na inštitutih, recimo pedagogom, sociologom in tako naprej. Definitivno nekaj pasusov je tam noter v knjigi tudi, kjer se lotevamo pravzaprav teh interdisciplinarnih raziskav z v bistvu molekularno biologijo zlasti, in s temi biokemičnimi raziskavami in s področjem medicine dela, kjer ugotavljamo recimo, kako določeni toksini pravzaprav na nek način spreminjajo iz okolja, spreminjajo naše čustvovanje. Recimo, tako da mislim, da bi bilo lahko zanimivo tudi za te bralce. Pa seveda
tudi za splošno, bom rekla, strokovno, intelektualno publiko, ki jo take stvari zanimajo, ne podajam nobenih receptov, da se razumemo kako in kaj, ampak morda kot en tak navdih, kot ena misel za lastno refleksijo, za razmišljanje o sebi in o lastnem čustvovanju pa utegne kdo najti v njej. Super. Jaz bi k vsem tem tvojim ciljnim skupinam dodala, zaradi časa, v katerem živimo, še eno zelo pomembno skupino in to je zdravstvo oziroma medicina v tem ožjem pomenu besede. Meni vedno umanjka znotraj njihovega izobraževanja ta globlji pogled v človeka, med drugim seveda tudi v čustva človeka, tako da se mi bi zdelo zanimivo branje tudi za njih. No, hvala, lepo. Bi želela sama, kot avtorica te knjige, morda za zaključek dodati še kakšno misel, kakšno sporočilo v knjigi? Ja, kaj bi lahko dodala tej misel? Pravzaprav, tako moram reči, zelo s tako, zelo, ne bom rekla čustveno, ampak tako zelo z neko tako ljubeznijo sem se lotevala te knjige in tudi pisala to knjigo. Moram reči, da sem zelo taka lepo obdobje preživela ob pisanju te knjige. In mi je bilo kar malo hudo potem, ko sem jo zaključila, ampak to pomeni morda samo eno tako motivacijo še za kakšno drugo tako nadaljevanje. Ja. Super. Hvala lepa za pogovor in srečno knjigi. Hvala tudi tebi in ekipi Filozofske fakultete. Hvala lepa.